Še eni. Čas lih pa imam čas za poštudiram, veš koga? Ja, koga boste, LDS, zares ali Desus? Kaj pa SDS? Prav, zakaj ne vprašate za SD? Ne, si zato, ne vem, to morate vi povedati, samo vprašam. Hudo je zdaj razmišljati. Ja? Ja, ni tako enostavno. Le koga jih je? 16. Koliko časa vam se premislim? No, dajte razložiti, zakaj ste šli na predčasne volitve. Ja, to bom povedal zelo, ne? Ja, dobro, okej. Vam pustimo, da razmislite v miru, ne? Vaš, ja, privatno. Seveda. Te boste povedali drugim. Kaj? Nekaj da res. Tam si zagotovljen. Strinjam. Dovolj? Bo dobro, treba malo strani, tako tako. Če ne še. Ja, to še parkrat. Bo več slik, ne? Ja, sej. Počasi, v miru, nikamor se ne mudi. Z veseljem, da imate rezerv. Gospod Popovič, danes ste... Evo, začnemo. Ja. Danes ste... Živijo, hvala. Čau. Danes ste predčasno volil, zdaj ste predčasno volil. Zakaj? No, kot ponavadi vedno volim ob nedeljah in tudi to nedeljo bi bilo tako, ampak enostavno rekel sem gospodu kandidatu na listi SDS, Robertu Časarju, da vkolikor bo prišlo do rušitve objekta, ki je bilo v sramoto, nikakor pa ne v ponos našemu lepemu staremu mestnemu Jedu in to v samem morju, koliko bo prišlo do rušitve, ne samo do gradbenega dovoljenja in do izbira izvajalcev pred njegovimi volitvami, pa ne bom šel ga voliti v nedeljo, voliti bi ga šel pa v vsakem primeru, ampak kar na predčasne volitve. In tako zaradi tega, pa sami veste, smo začeli z rušitvijo ravno pred dobre pol ure in enostavno sem pač obljubil delodolg in sem prišel voliti gospoda Roberta Časarja kar takoj. Dajte mi razsvetliti nekaj, kaj so vam dali, da niste šel kandidirati Slovenija je naša in da ste podprli SDS? Je bila kakšna podkupnina, zdaj je to moderno? Zaenkrat mi niso še nič dali. Upam pa, da bo mestna občina Koper od tega nekaj imela. Mislim, da sem se v korist naših občank in občanov pač odločil pravilno. Glede na to, da bojo letos volitve pač take, ko bojo, očitno tesne. Jaz sem prepričan, upam v to, da bo Janez Janša, predsednik vlade, zmagal. Glede na to, da sami veste, da dobro vodil, vemo, da je dobro vodil našo državo. Mislim, dobro zastopa našo državo v vodenju Evropske unije. Je res, da vsi pričakujemo še več od vsakega, ampak to zmeraj, od vsake vlade, od vsake garniture. Tudi jaz pričakujem več od marsikaterega ministra in ministrstva. Jaz upam, da bo Robert Časar, da ne bo samo poslanec, kajti to si za njega res najmanj želim. Želim si, da bi postal preko tega, da bi postal minister. Ministrstva, ki jih mi najbolj potrebujemo, so ministrstvo za okolje in ministrstvo za promet. Moramo vedeti, da ravno tako, kot je bilo na naši občini, kot je tudi na mnogih občinah, tudi še sedaj, pač stanje tako, ko je, preveč birokracije, stvari grejo prepočasi, ne veš, kdo pije, kdo plača. Ravno tako je na ministrstvih in to, kot sami veste, pred kratkim, kako sem se pa za mojo potezo, ki sem jo pred kratkim naredil po obisku Ministrstva za okolje v naši občini. Enostavno je Ministrstvo za okolje tako počasno in dela take napake in zavira razvoj našega mesta in sem prepričan, da tudi ostalih delov Slovenije na isti način in enostavno nisem si znal predstavljati, da bi ravno pri nas, ravno v našem mestu, v naši pretorski palači, v ponosu Kopra, pač se nekje naše ministrstvo kazalo in hvalilo z nekimi takimi drugačnimi uspehi, ki jih pač ni. To je vse. Zato je treba biti kritičen do vsake vlade. Jaz sem kritičen, daleč tega, da podpiram v vseh segmentih tako drugače, ampak vem, da pač Janez Janša je dosti večja in boljša garancija kot vsi ostali kandidati.
Stranka SNN se niste se udeležili volitev zaradi morda zares velikih obtožb gospe Bernikove, morda v tej smeri? Prosim, gospod Bernikova, to je še smešnica. Ne, tako se moram vprašati. Dobro, se to glede to, mislim, še kakšno vprašanje glede tega? Jaz sem rad delavce in jaz rad delam, moj oče bil velik delavec in jaz ne maram saboterjev. In ona je pač enostavno ideološko pač verna nekemu polu in je za njih delala, z njim je zrasla, njo so podpirali, so jo naredili tako, kot so naredili. Veste, da nisem nekaj dosti dobrega nisem naredili in na koncu še izpadla in pokazala, kaj v resnici je in sabotirala svoje lastno podjetje, iz katerega je jedla toliko časa, čeprav je bilo vedno v minusu, ne? Je delalo zelo slabo in vedno je delalo za neko opcijo in na koncu je potem še iz tega obuboženega bojega podjetja, ki ga je pač v rdeča številka spravila ravno ona, še tega je prišla na bolniško in v času bolniške, ko je bila zdrava ko riba, je nakupovala v Trstu, katastrofa.